z eno stvarjo res ukvarjamo, ne, tako kot ste vi, ne, 20 ur ste v razredu, drugih 20 ur še popoldne, verjamem tudi ob nedeljah in praznikih, ne, vam gotovo ne zmanjka dela in se s tem ukvarjate. Včasih je dobro, da se malo ustavimo in da se vprašamo, ne, zakaj so neke stvari nastale, zakaj verjamemo, da je tako, kot je, pa v resnici ni. In to je tudi cilj vsakega izobraževanja. Ne. Cilj vsakega izobraževanja je, da se nekaj spremeni v bistvu. Veste, kako je rekel Einstein, ne, največja zmota človeštva je, da mislimo, da bomo stvari delali vedno na isti način in da bodo učinki različni. Ne, če stvari delamo vedno na isti način, je efekt vedno isti. Zato, če z efektom nismo zadovoljni ali mislimo, da bi lahko kaj se spremenilo, kaj izboljšalo, je edini način ta, da pač spremenimo način, kako delamo stvari. Mogoče se ne bo obneslo, mogoče bo se še slabše, včasih se zgodi, ne, da hočeš kaj spremeniti, ne, to je tako kot doma, ne, ko delaš kakšno potico ali kaj, ne rečeš, to bom jaz zdaj malo spremenil in podobiš nekaj trdega kot kamen, ne, in tisto ni za nikamor. Okej, ne, ampak človeštvo je napredovalo tako in tudi naše strokovno delo napreduje tako, da nekaj poskusiš, potem vidiš, da ne gre, spet poskusiš, vidiš, da ne gre, v tretje pa gre vendarle rado, ne, kot pravi slovenski pregovor. Ja, še malo teh v bistvu, kako bi rekla, lažnih mitov oziroma zaključkov, do katerih je prišla stroka. Zdaj boste videli primeri bodo iz slovenščine, ker je pač slovenščina tema, ne, današnjega tu srečanja, ampak to so zaključki, do katerih so prišli tudi pri drugih manjšinah v Evropi oziroma za druge jezike te stvari veljajo. Zato tisti, ki ste mogoče profesor italijanščine, angleščine, nemščine ali karkoli, vse te stvari samo preslikajte na svoj jezik, ne, ki ga učite in iste stvari veljajo za vse jezike. Prva je ta, da slovenščina ni ena, tudi italijanščina ni ena, tudi nemščina ni ena, tudi angleščina ni ena, ampak slovenščin je več. Kaj to pomeni? Kaj bi rekli? Če rečemo, da je slovenščin več. Ja? Tako, kje jo uporabljamo? Kaj pomeni, kje jo uporabljamo? Samo geografsko? Ne, kakšno okolje, če domače okolje, uradnem, šolskem okolju. Tako, ja. Katero, temu pravimo nekako zvrsti jezika, ne, ali pa tudi idiomi. Katero zvrst uporabljate v razredu, ko se pogovarjate recimo z dijaki? Pustimo takrat, ko berete, ne vem, berete Cankarja recimo, ampak knjižni pogovorni, ja. Dober dan, zdravo. Je res, ne, uporabljamo neko tako mešanico. Ne. Zdaj jaz z vami ne govorim 100% knjižno. Vi z mano ne govorite 100% knjižno. Ker je knjižni zborni jezik, kot smo mu rekli, nekoč tisti jezik, ki ga ponavadi pišemo oziroma beremo. Ne. Če beremo kakšna poročila na radiju ali vremensko napoved ali pa če beremo kakšen govor na ne vem, Prešernovi proslavi ali kaj takega, okay, tisto je knjižna slovenščina. Ne. Knjižni jezik, ne glede na to, če je slovenski, italijanski, angleški ali katerikoli, je vedno malo umeten. Zakaj? Ker nihče od nas se ne pogovarja z nikomer v knjižnem jeziku. Vedno malo, kako bi rekla, malo mešamo, ne, malo pogovorno. Vsem nam se sliši, da smo Primorci, ne vem, če je kdo med nami, ki ni Primorc danes tle, ne, zadnjič smo imeli eno učiteljico, ki je bila iz Novega mesta, ampak to se sliši, ne. Zdaj, če bi res govorili 100% knjižno, se ne bi slišalo, ker če vi poslušate tiste vremenske napovedi po poročilih, ne slišite, če unik jih bere, je Štajerc ali je Primorc, ker imajo vsi isto izreko, ne. Tisto je tak knjižni jezik, ne. Zato ni res, da v šoli uporabljamo knjižni jezik. Ja, mogoče pač, ko beremo besedilo, ko beremo Cankarja, tisto je napisano v knjižni slovenščini, tudi ko beremo neko strokovno besedilo, ne vem, učbenik zgodovine, tudi tisto je napisano v knjižni slovenščini. Tudi esej, recimo, ki ga pišejo vaši učenci, dijaki, tisti mora biti v knjižni, naj bi bil v knjižni slovenščini, ne, ker je tipično za pisani jezik. Ko se pa pogovarjamo, tudi profesor, ko predava, ko govori, pa ni prav 100% knjižna slovenščina. Je vedno neka zmes, ne, malo pogovorne, malo knjižne, malo se sliši tudi ta pokrajinski naglas, ne, tega, mimo tega pač ne moremo.
Ne. Zato tudi, če vam starši rečejo, mi doma govorimo knjižno, pozabite, nihče ne govori knjižno, še najmanj doma, ko se jezimo, dajte si predstavljati, kako to izgleda, če... Ne. Drugi ekstrem, ne, zdaj, če si predstavljamo tako eno tako premico, ne, od knjižnega jezika do drugega ekstrema, drugi ekstrem je narečje. In zdaj narečje je tako, ne, da gre malo, tako kot jaz vedno pravim, kot te filozofije dojenja. Ne, tle večina žensk vidim, ne, med nami in veste, da gre tako na 20 letje. Ne. Ko sem bila jaz dojenčica, je moja mama pravila, da so vsi razlagali, kako je lepo, če ženska pravzaprav ne doji, ampak da je tisto mleko v prahu najbolj zdravo. Po se je to spremenilo in ko sem šla jaz rodit, so mi razlagali, da sploh, če ne dojiš, da to je kriminal prve vrste. Ne. Zdaj ne vem, verjetno smo že spet v kaki novi fazi. Ne. Še velja? Okej. Še lov na čarovnice. V redu. Ampak boste videli, ne, čez 20 let bo gotovo kakšna nova teorija prišla na dan. Ne. In tako je tudi z narečjem. Najprej, to tudi ko sem bila jaz majhna, se spomnim, da so učiteljice hodila v vrtec v Gropado in učiteljice, vzgojiteljice so pravile, da je že dobro, če bi starši ne prav glih v unem hudem narečju ne govorili, da naj skušajo malo popraviti narečje. Ne? In to je bila neka moda, ne, da... Ja. Lažno prepričanje, ja, da narečje kvari. Zdaj pa dajte si predstavljati, kako je pa tam, kjer so bili recimo starši ali pa celo stari starši v svojem otroštvu izpostavljeni samo narečju. Ne, recimo imam v mislih kakšne malo bolj odročna področja, recimo Beneška Slovenija, Rezija in tako naprej. Ne. Zdaj, če ti rečeš, moraš malo to narečje, veste, to ni v redu. In veliko otrok in veliko primerov je takih, ne, ko so rekli recimo nonoti, ma jaz rajši bom govoril italijansko, ker itak slovensko znam samo narečje, ne, da se ne bo pol narobe naučil od mene. Ne. In to je trajalo kar nekaj časa, dovolj časa, da je zaradi tega lažnega mita marsikateri potencialni govorec slovenskega jezika pri nas v bistvu postal govorec edino italijanskega jezika. Ne. Totalno lažno prepričanje in totalno lažen mit, ker so sodobne raziskave dokazale, da otroci, ki znajo narečje, ki so v otroštvu izpostavljeni narečju, lažje usvajajo knjižni jezik, takrat, ko pridejo v šolo, in ne samo to, njihovi možgani imajo podobno strukturo kot možgani dvojezičnega govorca. Torej vse tiste prednosti, ki so prednosti dvojezičnega govorca, ne, se pravi boljša sposobnost koncentracije, boljša sposobnost inibicije in tako naprej, so dokazane tudi pri tistih otrocih, ki sicer ne govorijo, ne vem, slovensko-italijansko od rojstva, ampak govorijo, ne vem, plus minus knjižno in narečno slovenščino. Ne. Tako da poznati narečje, govoriti narečje, če pridejo kakšni starši k vam in vas vprašajo, kaj lahko govorim, veste, ali pa italijanski starši, ne, ki rečejo, io non parlo, ne, sloveno, ma mia mamma parla un po' in dialetto, ma non vuole parlare perché sa solo il dialetto, ne, kar ne se bati jim svetovati, naj nona, tudi če zna samo 2 izštevanki v slovenščini, samo, ne vem, kakšno molitvico, samo pač karkoli, vse je zelo dragoceno. In v katerikoli zvrsti narečje, pokrajinski, knjižni, karkoli. Okay? Po drugi strani, ja, nekaj prehajamo iz tega enega ekstrema v drugi ekstrem, ne, je pa prišlo tudi obdobje, ko smo pa narečje tako, veste, tako valovanje, ne, so pa obdobja, ko narečje blazno hvalimo in bi to narečje dali povsod. Tudi v šolo in bomo imeli pouk v narečju in bo učiteljica govorila v narečju in bo vzgojiteljica govorila v narečju. Ja, tudi pretiravanje v drugo smer ni dobro. Zakaj ne? Ker govorci, zato da res usvojimo nek jezik, moramo biti izpostavljeni različnim zvrstem in sicer v okoljih, v katera tiste zvrsti spadajo. Se pravi, zato da se jaz naučim slovensko dobro, moram biti izpostavljena različnim slovenščinam. Okay, prej smo rekli, ne, slovenščin je več, ni samo ena. Se pravi, moram slišati narečje, moram slišati mešanico italijanščine in slovenščine, moram slišati tisto ne prav vaško, ampak recimo
bolj zamejsko narečje, moram slišati primorsko, moram slišati, kako govorijo v Novi Gorici, moram slišati, kako govorijo v Ljubljani, moram slišati, kako berejo igralci pravljice, vse to moram slišati. Okay? To je potem tisto, ko rečemo, bogastvo jezika. Okay? Čim več zelo različnih stvari. Jaz pravim malo tako, ne, je kot v omari. V omari morate imeti različne stvari v garderobi. Zdaj, če se malo pogledamo, ne, vidimo, da smo približno vsi oblečeni na isti način. Zakaj? Ker to okoliščine od nas zahtevajo. Ne, vsi imamo eno majico, vsi imamo ene hlače, vsi imamo ene čevlje. Okay? Zdaj, če bi rekli, gremo na morje, bi se vsi oblekli malo drugače. Okay? Če bi rekli, gremo na poroko, bi se vsi oblekli malo drugače. Nihče od nas verjetno ne bi šel tako v džinsih in v telovadnih copatih. Ne? Ali pa odvisno od poroke. Ne vem, če bi nas povabili na angleški dvor, bi se verjetno malo drugače oblekli kot za kam drugam. Zdaj, bogata garderobna omara je tista, v kateri je več različnih oblek. Če ima nekdo samo džinse, bo slej ko prej v težavah. Džinsi so praktični, jaz sem vedno v džinsih. Ne? Ampak če bi imela res samo džinse, prvič, ko bi morala iti na kraško ohcet, bi me verjetno v sprevod ne spustili. Ne? Ali pa kam drugam. Ne? Če bi morala zdaj iti v bazen in bi se z džinsi pojavila v vodi, bi me verjetno mojster povabil, naj se grem prevleč, ne? Ker to ni sprejemljivo. Skratka, ljudje moramo biti oblečeni okoliščinam primerno. In isto je tudi z jezikom. Zato je nujno, da poznamo različne zvrsti jezika. Tam, v tistih okoliščinah, kamor tista zvrst spada. Okay? Ker če se oblečemo v kopalni plašč, da gremo smučati, ali če se oblečemo v smučarski kombinezon, ko gremo v Gradež, nekaj ne štima. In isto velja z jezikom. Prav? Tako da spodbujate narečje čim bolj tam, v tistih okoljih, kamor narečje spada, se pravi doma, med prijatelji, med odmori. Ja, to je prostor, kjer pač prihaja do neformalnega sporazumevanja. Formalno sporazumevanje pa takrat, ko formalno sporazumevanje mora biti, se pravi v razredu, med spraševanjem, kontrolke.